Danes bo beseda tekla o Mercedesu dvojni V10, najmočnejšemu bolidu prve tretjine sezone v svetovnem prvenstvu Formule 1 za sezono 2019. Kje je skrivnost uspeha tega bolida? Je res tako močan, kot kažejo rezultati, in kje so šibkosti tega projekta? No, da bi razumeli, zakaj je bolid danes tako močen, je po mojem mnenju potrebno se vrniti vsaj 2 sezoni nazaj. V sezoni 2017 smo videli bolid Mercedes dvojni V8, kateri je bil res na koncu svetovni prvak v obeh kategorijah, a imel je določene pomanjkljivosti. Namreč ta kompromis, ki so se ga izbrali pri Mercedesu, se je pokazal za šibkega na progah, ki so bile počasne z veliko ovinki, kot na primer Monte Carlo ali Hungaroring na Madžarskem. In prav iz te točke so začeli razvijati bolid, kateri bo dosegal zmeraj boljši oprijem v ovinkih, kateri bo omogočal zmeraj višje hitrosti skozi ovinke, kljub temu, da bo žrtvoval določeno mero hitrosti na ravninah. Druga šibka točka Mercedesov skozi zgodovino, to se pravi skozi zadnjih nekaj sezon, je bila njihova grobost do pnevmatik. Te so prvič pregrevali in drugič od njih bili izredno grobi, jih izredno obrabljali. Tudi na tem področju so predvsem z novim načinom vpetja, z razvojem prav na tem delu pokazali ogromen napredek, čeprav še niso dosegli tistega, kar vidimo pri ostalih. Tudi če gledamo pravzaprav obnašanje nastavitve vpetja pri Mercedesu, lahko vsaj na oko vidimo, da je ta, kar se tiče vožnje skozi robnike, bistveno trša od tistih, kar vidimo na konkurenci. Vsekakor, dosegli so nek kompromis, kateri je zaenkrat se pokazal kot zmagovalen. Kljub temu pa ne moremo govoriti, da so bili najmočnejši na vseh dirkah v tej prvi tretjini sezone. Namreč vsaj v 2 primerih so bili malo bolj slabši. Poglejmo Bahrein, poglejmo Kanado. To so proge, ki niso pisane na kožu konceptu bolida Mercedes dvojni V10. Namreč gre za proge, kjer gre za izjemno dosti pospeševanj in zaviranj in malo ovinkov. A kljub vsemu so zmagali v prvem primeru zaradi tehnične napake na Ferrariju, katera je bila posledica problema pri projektiranju, in v drugem primeru zaradi dogodka športne narave, to se pravi dogajanja na progi. Kljub vsemu pa se lahko trdi nekaj. Tudi na proge, kateri niso pisana na kožo projektu Mercedesa dvojni V10, so te z lahkoto sposobni doseči tisto drugo mesto, tisti rezultat takoj za najboljšimi. In prav tu je tista šibkost ostalih ekip. Kljub vsemu, da so sposobni na določenih progah, na primer Ferrari, biti boljši, biti močnejši, pa na tistih progah, kjer niso v prednosti, kjer niso najboljši, z veliko težavo dosegajo tisto mesto drugega najboljšega na progi. In prav tu v tej konstantnosti biti pri vrhu, če ne na vrhu, je velika moč Mercedesa dvojni V10. Sicer dvomim, da bojo zmagali vseh 21 dirk, kajti potreben bi bil velik splet okoliščin, da jim to rata. A vseeno je videti ta dolgoletni razvoj, ta razvoj tega koncepta, kateri ohranja svojo dolgo medostno razdaljo vsemi svojimi, bom rekel, hibami in prednostmi, a kljub temu so ga ohranili in so ga začeli razvijati prav v smer tistih hib, da bi jih odpravili. Zaenkrat ne vidim, da bi se kdo poslužil tudi takega načina razvoja, kot ga vidimo pri Mercedesu, kateri so bili sposobni na prvem tednu zimskih treningov v Barceloni prikazati nek konvencionalen bolid, tam zbirati podatke o praktično učinkovitosti lastne nove šasije. Nato so v drugem tednu prikazali nov aerodinamični paket, osnove katere vidimo danes na progi, in imeli so primerjavo, kako v bistvu deluje sama šasija in primerjavo, kako ta nov aerodinamični paket deluje na novi šasiji. V bistvu so prav s tem korakom bili še korak pred vso konkurenco, kajti ko so se drugi trudili razumeti sploh obnašanje njihove šasije, so bili pri Mercedesu korak naprej s tem, da so v bistvu naredili pol koraka nazaj
v prejšnjem tednu. Mercedes 290 nedvomno najboljši bolid v prvem delu sezone in sam menim, da bo potrebno ogromno razvoja in ogromno truda, da ga bodo drugi dohiteli in poskušali prehiteti. A pustimo se presenetiti, kajti pred nami so še 2/3 sezone 2019 in vse je še možno. Hvala za vašo pozornost, pa nasvidenje.